da končamo še ta ciklus, bi vam pa prebral prispevek smernice Mihaja Brejca, ki se prav tako opravičuje za današnjo odsotnost. Naslovil je razvijanje demokratične politične kulture. Po raziskavah javnega mnenja je v Sloveniji visoka stopnja 66% nezadovoljstva javnosti s stanjem demokracije. Indeks demokracije v letu 2017 pa kaže, da Slovenija, podobno kot Poljska, Češka in Madžarska, ni uspela vzpostaviti demokratične politične kulture. Tudi druge raziskave politične kulture opozarjajo, da smo še daleč od sodobne demokratične kulture. Temeljni pogoj za demokratično kulturo pa je močna demokratična tradicija, ki pa je minimum. Z morebitno politično aktivnostjo oblastnih organov in političnih strank ter zakonodajo ni mogoče oblikovati demokratične politične kulture. To pomeni, da je treba začeti pri temeljih politične socializacije in sicer prvič. V izobraževalnih programih za učitelje in vzgojitelje je treba proučiti obseg in dejansko izvedbo vsebin, ki so ključnega pomena za oblikovanje demokratične politične kulture. Drugič. V kurikulumu za vrtce je govora o vzgoju otrok za demokratično družbo. Otroci naj bi v vrtcih pridobili nekaj vedenja o temeljnih človekovih pravicah, o spoštovanju posameznika, o nediskriminatornosti glede na spol, raso in tako naprej. Razvili naj bi osnovi kulturnega vedenja in komuniciranja in ustvarili razmere, kjer bi prišla do izraza sposobnost kritičnega mišljenja. Skratka, vzgojitelji v vrtcih bi morali poskrbeti za demokratično vzdušje. Raziskati bi bilo treba morebiten razkorak med napisanim in dejanskim. V učnih načrtih osnovnih in srednjih šol bi prav tako morali raziskati, ali obstaja razkorak med normativnim in stvarnim, ko gre za elemente demokratične politične kulture. Četrtič. Ker mediji pomembno vplivajo na javnost, je nujna analiza študijskih programov na medijskem področju in njihova dejanska izvedba. Petič. Posebna študija bi morala biti namenjena vplivu spleta in socialnih omrežij na oblikovanje politične kulture. Šestič. Potrebujemo tudi raziskavo o vplivu religioznih ustanov kot dejavnikov politične kulture. Raziskave naj bi pokazali dejansko stanje in nakazale korake, ki bi jih bilo treba narediti v prihodnje. Če so bile v preteklih desetletjih v ospredju discipline, kot so politične vede, pravo, ekonomija in informacijske vede, je skrajni čas, da se te tematike lotijo humanistične vede.